Živijo, Peter z vami in kanal v naravo. Dobrodošli v Planici. Danes sem kar tukaj prespal. In seveda gremo v hribe, vabljeni zraven. Tale gor. Ja, kot ste najbrž ugotovili, nisem štartal s Planice, ampak sem tam spal. Zapeljal sem se na Vršič in zdaj štartam za Malo Mojstrovko, ali pa čez cel greben Mojstrovk do Travnika in krožna tura dol. Jaz tole sem imel plano že ene 2, mogoče celo 3 leta. Lanske zalešano je megla odvrnila od tega, letos bomo pa to zrihtali. Tako da pejmo. Je pa kar precej vetrovno gor. Štejejo planince. Če iščete pot z lepimi razgledi, da je malo bolj nenavadna, malo markirana, malo nemarkirana, krožna tura, pa je tole kar to. Že po nekaj minutah imamo res krasen pogled. Prisojnik, Škrlatica, Špik, pa spodaj Vršič seveda. Mislim sicer, da pleh že prej, ampak malo pritelim vsekom. Sem zdaj desno zavil proti Šiti glavi in gremo na, to je zdaj nemarkirana potka. Zadnjih par tur sem šel takih zelo samotnih in bilo tukaj kar malo šoka, malo hecano, ampak res veliko ljudi. Zato sem tudi izbral tole pot čez Šito glavo, ker bo sigurno manj ljudi. Pol na Mojstrovki gor bo verjetno veliko, pa kaj proti po grebenu Mojstrovk pa spet manj. Za razliko od zimskih vzponov, ko gre večina gre tle gor pa po eni od grab na Malo Mojstrovko. Zdajle prečimo tlele, pa gremo tole v dolinco, tlele noter. Grem pa drugače pa tlele prvič hodim poleti. Pozimi sem že ene parkrat šel gor, po teh grabah, poleti pa še ne. Ne samo ljudi, tudi ovčke srečujem na vzponu. Evo, kva pozira. Ni čudno, da se tale ovčke srečajo, če takle vrh. Kašen možic, pa pogled na Malo Mojstrovko. Zdaj se bo tudi že proti Planici videl. Zdaj nekaj. Še tudi kar nekaj ljudi.
tole je lepo špiče, tole je Zadniški ozebnik. Bom dal desno gor, ker sem bil en teden nazaj. Zadnji je Kanjevc. Tole pa že poznamo, ne. Evo ga, obljubljeni pogled proti planici. Tle se bo ful, tle se prav noro lepo vidi Sljemenovo špico. Planica, zadaj pa Rateče. Tole tukaj je Ciprnik, tiste pa Vitranc. Pot tukaj tle je lepa, pa tudi dosti lahko sledljiva. Ampak vsem svetujem, da če ste prvič tle, da zberete to pot za vzpon, pa se pol spuščate po eni od markiranih. Pa še to, zdaj sem prehitel ene 3 Madžare. Zdaj, če te v hribih en ulovi, pa ti reče živjo, ali pa da ti nekaj reče, vsaj nekaj reče nazaj za Prundej. Ne pa da me ne bi bilo, tako res prav čudo. Zdaj sem prišel pa na markirano, samo piško, mislim, da tole še ni Hanzova. Bom pa kmalu videl. Ja, pa je tole Hanzova, vse druge ne more biti, druge poti tle ni. Ampak sem kar nekaj cajta in nisem prepoznal zdajle. Tukaj se pa spomnim, tam gor se bo Jalovec zagledal. Evo ga, Jalovca, ne. Tamle spotje smo delali včeraj, bom dal desno gor video. Smo eno ploščo nazaj montirali izpred 70 let, ko smo jo dali popraviti. Mangart, greben Ponc, Sljemenovo špica dol, Tamar, Planica, Zgornjesavska dolina, ta naravnost dol je Kepa, ko gre hit oblake. Tako nam pa še gor. Ni ne vem koliko zahtevno, je pa ene par klinov, pa tako malo poplezavanja. Za malo ideje, koliko težko je. Evo, dobrodošli na Mali Mojstrovki. Tole je velika, pa razgled. Vrh kar zelo grdo piha, tako da sem ga kar hiter porinil naprej in gremo kar tlele gor. Pogled proti Mali Mojstrovki. Prej nisem rekel, da je tamle Triglav. Zdajle pa se treba tem snežiščem nekaj izogniti, a gremo pa tle desno gor. Še kar nekaj snega je tlele, kako ga pa veter prepiha. Pogosto te v tem zgodnem poletju takole poti pripeljal do takelih snežišč, pa je treba malo pogledati, kje je bolj smiselno iti, ker pot gre tukaj skozi snežišče pa tamle gor. Jaz pa po mojem šel tamle, pa levo gor, mi bolj zgleda, kaj pa tle. Tukaj sem mogel zdajle malo poplezati, ne zahtevenega, ampak je bilo ene 3 metre, mogoče 4. Zdaj sem pa spet na tej nemarkirani potki, ki pelje proti vrhu. Evo ga, Možic. Dobrodošli na Veliki Mojstrovki. Gremo še tle eno panoramo narediti. Naprej greben. To je sredje, zadnja Mojstrovka po mojem. Prvič se drugače tudi. Prvič bom delal ta greben. Jalovec, Mangart. Velika Ponca še vedno. Evo, tukaj se še lep dol.
dolino videti. Kar divje. Tale cela severna stran Ponce je prav impresivna Ponce. Mojstrovka je res impresivna. Gremo pogledati še na drugo stran. Koliko je potka dol iz Mojstrovke. Tamle se vidi pot proti Razorju. Ja, Razor se zdaj tudi vidi. Tam dol je pa Krn. Tole je pa Bavški Grintovc. Tole je zadnja Trenta, pa pol Trenta. Sicer grdo piha, pa kar mraz je, ampak mi je všeč, da lahko tudi poleti kapo nosim. Kljub temu, da sem s oblekom šel kar malo naprej, ker drugače me je začel zebsti. Že prej sem tamle na vrh Hanzove ujel gospoda Jovana, gospod 72 let star, pa je že tam, smo malo se zaklepetali. Njegov vnuk je še zraven. Zdaj sem pa tlele gor spet ujela, smo malo zaklepetali. Je razložil malo tlele vse hribe okoli ob delu. Prav prijetno, tako, kot vedno pravim. Ko se z ljudmi srečaš, malo pokonektaš, malo kakšno rečeš, se na Facebooku dodaš, in to je to. Kar dobro dol izgleda. Ja, tamle pa koča v Tamarju. Pogled na Slemenovo špico. Pa nazaj. Dobrodošli še. Mislim, da je to drugi vrh Velike Mojstrovke. Nisem pa čisto 100%. Mislim, da to še ni zadnja. Da je zadnja še naprej. Tam je tisti, ki je pa malo travnat, sicer na ekranu se verjetno lahko videli. Je pa po mojem travnik. Zdaj sem pa prav nad slapom črne nive, črne vode, pardon. Pa globok dol, tole, dober kilometer, ali pa kilometrno. Tle pa sploh ne upam, mi čist na rob, kaj pa čist odbit dole. Piš, pa je res, ko je hudo. Dobrodošli še na zadnji Mojstrovki. Zdaj pa še malo po grebenu naprej do travnika, pa nekam dol. Dol, pa nazaj. Greben do zdaj. Planica, Ponce. Ja, Loc-Mangart, oblaki so pa vedno nižji. Smo pa zdaj na meji med levo Goriška regija, desno je Gorenjska. Tako kot sem že rekel, oblaki so vedno nižji. Zdaj sem približno 2350 metrov, oblaki so pa samo še 50 metrov višji, ker gledam okoli vrhove. In dale naprej travnik. Pa ker nisem še nikoli tle bil, pa brez potje, pa vse to, bom jaz raje malo nazaj šel, pa bo travnik zaenkrat drugič ostal, ker gre tle dol tudi ena pot proti izhodišču, se pravi Vršiču.
je to za danes, ne? Gremo še dol. Tole je pogled na greben nazaj, zdaj treba pa tukaj dol nekje, pa pol po teh meliščih, ki je proti markirani poti pa Vršiču. Glede na to, da je ura še kar precej zgodna, bi si želel še kar sedeti le gor, ampak ni nič prijetno, no, precej piha pa mrzlo je. Tako da kapa pa ful pomaga, ne moreš verjeti. Tako da kljub temu, da je ura zdaj šele, mislim, da je 9:30, treba dol. Sem se vrnil do Sedlca, pa zdaj tukaj iščem najlažji prehod dol na Melišče, pa sam po Melišču dol, pa nekam levo. Pa to, ker se je zdaj začelo jasniti. Ne vem. Zdaj sem se še za ene 5-10 minut usedel, pa da vidim, kam bo vreme šlo, ampak tudi vremenske napovedi sem pogledal in ne kaže, da so kaj dosti spremenili oziroma izboljšali. Ja, oblaki se dvigajo, ampak jaz sem vse na poti dol. Sem pa zdaj eno tako travnato preprogo našel, ali ni glih trava, ampak ne vem, kaj je tole, ena rastlina. In bom tlele malo posedel, malo pojedel, malo užival. Prav luštno ležišče, kakšno urico sem tlele sedel pa malo ležal, zdaj pa čisto sonca zmanjkalo in je res hladno. Tole je mala Mojstrovka in kele moram priti na potko. Še ena luknja med potjo in pa nimamo več daleč do markirane poti. Pogled na oba vrhova Velike Mojstrovke, pa zadnja Mojstrovka, pa tale pot nazaj. Tole je pogled v Trento, pa del Vršiške ceste, tukaj sem zdaj že na markirani poti. Tole pa še ta najbolj zoprn del spusta v tele Melišču dol. Ja, tle pa čisto zavetje, nobenega vetrčka, sapice. Tale del poti je kar sorazmerno zoprn, ker je zelo strmoje, pa veliko peska je, tako sipko je in drsi, ampak si lahko zalo pomagamo. Ja, pa še pogled na Vršič, ki je spet čisto zaparkiran. Tukaj se lahko tudi po Melišu dol spustite, samo previdno. Lanskega sva šla z Alešem po Melišu dol,
pa mene skoraj en kamen zadev. Bom dal desno gor tisti video. Drugače pa tukaj pa ni več tako zoprna pot. Bomo pa zdaj kmalu prišli na tisto razpotje, ki sem jo gor usekal pol po nemarkirani poti. Sicer sem šel jaz drugje gor, ali pa malo nižji, sem šel levo, ampak tale je ta glavna pot za gor. Zelo živahno. Kljub temu, da je tale potna mojstrovka zelo oblegana, sem dale na poti za dol, sem srečal oziroma prehtel sam 6 ljudi. Zaključek naredimo pa parjasnja, ne? Itak. Ja, nisem se na Jasni ustavil, ker meni se ide tam pol Slovenije, pa še en velik konec Evrope. Tako da sem se malo nižji in sem tlele malo v Pišnici frišal. Tura, luštna, ful luštna. Malo mi je žal, ker nisem šel do Travnika, ampak tako sem se pač odločil. Bo še nekaj za drugič ostalo. Vreme pač je, kakor je, ne? Drugače pa tehnično tura bi rekel, da je zahtevna, ni zelo zahtevna. Ene par koncev je malo za poplezati, ampak večini bi se dal kar izogniti, če bi hotel. Potem fizično bi rekel, da je delno zahtevna, tam ene 5 urc, po mojem, da je cel krog, ene 800 višincev, po mojem, tako da ni nek presežek. Razgledi so ful nori, tudi ta globina tam dol v Tamar. Res ne vidiš to prav povsod. Kaj še, malo se je treba tudi znajti tam po teh meliščih oziroma po teh skalah. Tako da tura ni za vsakega, tisti, ki imate pa radi take stvari, pa ful priporočam. In boste uživali, sploh če boste imeli še lepši dan kaj jaz. Če so vam take ture všeč, desno gor, oziroma zdajle na koncu, kliknite, bom delil z vami še en podoben video, tako da pogledajte še tega, mi se pa kmalu vidimo, imejte lep dan še naprej pa. Čau!